javnega podjetja Ljubljanskega parkirišča in tržnice, ki bo predstavil lokacije novih parkomatov, pa tudi sporočil, kdaj bodo začeli delovati. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Parkirajo na parkirnih površinah na in v vozišču občinske ceste, tam, kjer so bele cone. Da smo dodatno opremili več lokacij z novimi parkomati. Gre za širitev mreže parkomatov, predvsem v območjih cone 3, sam eden nov parkomat je v coni 2. Se pravi, to so vse cone, ki so izven ožjega mestnega središča. Parkomati bodo postavljeni na območjih Rožna dolina in to na Abramovi ulici, Tolminski ulici, Sapnerjevi, Nanoški ulici, cesti do Romitskega odreda in Kukarjevi ulici. Za Bežigradom, na Počevski ulici, Vintovški, Kubatovi, Kolarjevi, Muhovi in Vojkovi cesti. Za Bežigradom B2, Pavčeva ulica, ulica Luize Pesjakove, na Poljanah na Hladnicki cesti, v Šiški, Verovškova, Ketejeva, Aljaževa, Podlimbarska, Goriška, Alešovčeva, Černetova, Hotimirova, Kebetova in ulica Zofke Kvedrove. V Zgornji Šiški, na Koseški cesti, to je pri tržnici Koseze, ulica Dragovičaka, Dregarjeva ulica, Javoškova ulica in Skopoljeva ulica. V Jaršah, na Jaški cesti in na Rošičevi ulici, Torkarjevi ulici, Jelinčičevi ulici in Flajšmanovi ulici. In tudi na Cinečkovi. In na Viču, Zelena pot, Koseskega ulica, Zbašnikova ulica, Redelongijeva ulica, Splitska, Šibeniška in Verelicka ulica. Delovni čas bo tako kot na ostalih belih conah, se pravi od ponedeljka do petka med 7 in 19 evrov, cena parkiranja pa je 50 centov. V coni 2 je delovni čas med 7 in 19 evrov, cena parkiranja je pa 80 centov. Poudaril bi, da upravičenci, ki so upravičeni do parkirne dovolilnice, lahko parkirne dovolilnice za parkiranje v območju cone 3 in pa cone 2 dvignejo na sedežu podjetja LPT od 1.7. dalje, medtem ko bojo parkomati pričeli delovati z 1.8. dalje. Cene dovolilnic se ne menjajo, ostajajo tako kot ostalih belih conah, se pravi v coni 3 je prva dovolilnica 60 evrov, za drugo vozilo dovolilnica 150 evrov in za tretje vozilo 180 evrov. Na leto. Ja, govorim o ceni na leto, ja. V coni 2 pa je cena za prvo dovolilnico 100 evrov in za drugo vozilo cena 200 evrov na leto. Jaz bi sam dopolnil kolega Babiča, ti parkomati so že postavljeni. Stojijo na cestah, ki jih je naštel, dobrim to se zdaj obvestilo in zgodilo se to, da so nas nenosebno prebivalci klicali, so napisali, da bodo začeli funkcionirati parkomati na teh conah, teh ulicah. Delovni čas je od 1.7. za izdajo dovolilnic, se prav pozivamo, problem
da se zaračuna teh 6 evrov na leto samo za čas 5 mesecev, se pravi od takrat, ko začne veljati parkomat od 1.8. Ostali morajo plačevati in s tem je spet en prispevek, da dobijo prednost tako stalni kot začasni prebivalci po pravilniku, ki ga imamo pred svojimi objekti, tam, ki živijo. Ostali bodo pač morali plačevati to najemnino z tovarnico oziroma kartico, ki je tu predpisano. Danes dobite to obvestilo, oziroma je pripravljeno, tako da ga boste s sabo nesli, ko se je napisano, izdaja dovolilnic je tu na Kopitarjevi ulici, se pravi naspod tržnice, in izdaja dovolilnic je sreden četrtek, če se ne motim, enkrat do 5, enkrat do 3 čas, predhodno najava je potrebna za to, da ni prekinečene. Evo, to je to kratko, še enkrat, parkomati so postavljeni, pravočasno smo obvestili, od 1.7. se izdajajo dovolilnice in s 1.8. začnemo parkomati funkcionirati. To je čas tudi dopustov, tudi tisti, ki bo rekel, ima dosti časa, da se pridobi dovolilnico, predvsem pa pravim, računamo, da ne bo kaj velika pritiskanje dnevne migracije na teh ulicah, ker so res izven centra in gre za predvsem tiste dnevne migrante z vozili, ki so iskali brezplačno parkiranje relativno blizu svojih delovnih mest oziroma lokacij, ki jih obiskujejo. Cenimo delovanje našega podjetja LPT, deluje pozitivno in v principu zadolženo za to, da skrbi tako za prebivalce mesta, kot tudi za obiskovalce. Dvignili smo ceno v skladu s tem, kar je dolgoročna politika. Obenem smo pa s temi parkomati dali absolutno prednost domačim in to je tisto, kar je bilo kombinacijo obeh je pa dovolj. Dovolilnica ostaja nespremenjena, se pravi absolutno prednost prebivalcem, tako stalnim kot začasnim, govorim za tretjo cono, pričem da bi v bistvu spet dvigovali ceno, tisto, kar bi bilo čisto profitno, koliko imajo recimo druge garaže hiše, da se garaže hiše ali pa druga parkirišča, ki imajo v bistvu mesečne parkiranje na svojih površinah, ki so tudi peskovne površine, tudi po 100 evrov na mesec, pa nas tega ne gremo in tudi s tem cenam nekako držimo, da tudi zasebniki ne morejo podivjati z dvigovanje cene. Tako da to je neko sklejena akcija, tiste cene dovolilnice in relativno nizko povišene cene dnevnih prostorov na cestah, pri čemer smo sledili samo inflacije, ko smo razložili. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Samega parkiranja zaposlenih v UKC govorimo o tistem kadru, predvsem medicinskih sester, ki običajno pogrešajo in enako velja za Onkološki inštitut, je dejstvo tako, da je to zadeva, ki je mora reševati UKC sam. Mi smo že pred 15 leti predlagali, da se založna cesta poglobi, da se naredi 20 mest. Imeli smo takrat podpisano pismo namere z dvema ministrama. Na zdravje je bil Miklavčič, na prometu je bil Vlačič in od tega se pač skozi teh 15 let ne zgodilo. Tisto, kar smo mi zdaj naredili, je bilo to, da smo dali avtobus, ki vozi z 3 park and drive-ov, samo za UKC, to je Stožic in pa Tarjanka. In nažalost, očitno take potrebe, kdo razlaga, da veliko ljudi ni, kaj ti Storžic, tisti mini avtobusi bili prazni, brez enega potnika, bomo ukinili to v jesenskem času, enako iz Barjanke, 3-4
s tem, da direkt vozi iz Barjanke do UKC-ja v jutarnjih urah in poprečni čas je 8 minut. Nazaj, ko je rush hour, je do 15 minut, ampak enostavno ni bilo tako. Je pa dejstvo, da smo v sodelovanju oziroma na sestanku z obema direktorjem, tako UKC kot Mogoče Štruta, rekli, da jim začasno lahko pomagamo, tako da jim damo bodoče stanovanjske naselje na Povšetovi ulici, kjer smo se naša snaga izselila, tako da bo UKC dobil 100 parkirnih mest, Mogoče Štruta pa mislim 30, se pravi vsa parkirna mesta zraven pa bodo dobili zaposleni v UKC Mogoče Štruta. In to brezplačno in to je tisto, kar lahko prispevamo, pa da je blizu kliničnega centra.